Dobro jutro vsem skupaj, mislim zdaj že dan, ura je 11, tako da dober dan vsem skupaj, lep pozdrav v zadnji sredi leta 2021. Jaz se v bistvu že ful veselim novega leta, ker z novim letom imamo ponavadi že neke plane, pa kako bomo naredili to, pa ono, ne. Mislim, da se vsi srečujemo z temi izzivi, ne. Vsako leto imamo nove cilje, nove izzive, ki jih trdno se odločimo uresničiti v decembru. Zdaj, koliko teh ciljev pa potem kasneje uresničimo, pa je spet odvisno seveda od nas. Jaz sem se vseeno odločila, da bom danes naredila to nepremičninsko kavico, da malo pogledamo letošnjo leto z nepremičninskega vidika, torej kaj se je dogajalo na nepremičninskem trgu. In jaz bom rekla, da je bilo to eno več kot pestro leto na nepremičninskem trgu. Vidim, da se že nabiramo, tako da lahko zraven Sanda, lahko spodaj napišete vsi tisti, ki gledate v živo, odkot ste, da vidimo, odkot se gledamo. Vsi tisti, ki gledate v posnetku, lahko napišete posnetek, pa tudi odkot ste. Jaz bi pa se zdaj mogoče res dotaknila današnje teme, danes ne bom predolga, in sicer pregled trga v letu 2021. Pregled trga. Najpogostejša vprašanja, ki sem jih dobila v tem letu, so bile, kaj se dogaja na nepremičninskem trgu, kaj se dogaja s cenami, kam grejo cene, do kod bojo šle, kdaj se bo zaustavilo. V glavnem, na nepremičninskem trgu je bilo v letošnjem letu noro. Oziroma, jaz imam en drugi izraz za nepremičninski trg v letu 2021 in sicer kaos, ker je res dobesedno bil kaos. S čim smo se srečali v začetku leta? Seveda smo bili zaprti pa odprti, pa smo lahko delali samo z pravnimi osebami. Potem smo se mogli testirati na en teden. Potem smo bili spet zaprti. Nepremičninski trg je v tistem času, bom rekla, da kar nekako stagniral. Bili so ljudje, ki so seveda rekli, da bodo cene po odprtju padle, da bo prišla kriza in da bomo seveda priča spet krizi iz leta 2008-2009. Ampak čemu smo na koncu bili priča? Priča smo bili v bistvu najvišji rasti cen po letu 2008. Vem, da se sliši mogoče malo neverjetno, ampak res je, letos smo imeli najvišjo rast cen. In vse skupaj je tako, bom rekla, ni bilo, da bi lahko rekel, zdaj ta mesec se bo zgodilo to, oziroma da bi lahko kakršnakoli predvidevanja imeli. Poslušali smo takšne in drugačne strokovnjake, ki so napovedovali to in ono, ampak koncev se ni uresničilo nič od tistega, ampak smo bili bolj ali manj prepuščeni nekemu trgu, na kateremu bi res lahko rekli, da je vladal kaos. Za določene nepremičnine v Mariboru so zrasle od 30 do 50%. Jaz vedno povem na primeru trisobnega stanovanja v Novi vasi, ki smo ga v lanskem letu komaj prodali za 80 000. Letos so tukaj dosegali ceno 130, 140, prejšnji mesec celo 155 000 evrov za trisobno stanovanje. Sliši se res neverjetno in jaz se včasih res vprašam, kako lahko ljudje vse to plačujejo, ampak zakaj? Obrestne mere so nizke, kot še niso bile nikoli. In to je seveda posledica, da ljudje vzamejo kredit, kupijo nepremičnino. Torej, obrestne mere. Naslednja zadeva je seveda, da so se cene materialov povišale, surovin samih, in zaradi tega so tudi cene šle višje. Seveda, če je gradnja višja cena, bojo potem tudi posledično cene nepremičnin višje. Zakaj pa se je toliko ljudi letos odločalo za nakup same nepremičnine, kot sem prej rekla, obrestne mere? Potem banke so uvedle ležarine. Torej, na banki imaš denar, ki je vedno manj vreden. Torej, kdo bo imel na banki denar?
tisti, ki so pametni, vlagajo ta denar, saj se bojijo česa? Inflacije. Se bo inflacija zgodila, denar čez noč ne bo nič vreden in je potrebno naložiti v bistvu v eno tako zadevo, ki bo bolj ali manj vrednost ohranjala. Tudi če bo prišlo do padca na nepremičninskem trgu, nepremičnina še vedno v fizični obliki ostane. In seveda, če se nam je ne mudi prodati, potem bomo seveda počakali, v nepremičnino dali, recimo, če še imamo svojo nepremičnino, najemnika in bomo počakali spet do naslednjega cikla navzgor. Sami vemo, kaj se je dogajalo z kakšnimi delnicami, čez noč so padle, nisi imel, bolj ali manj si ostal brez vsega. To se pri naložbi v nepremičnino ne more zgoditi. In zaradi tega je takšen naval. Torej, imamo tukaj kupce, ki so z denarjem in imajo ta denar na banki, ga vlagajo v nepremičnine in imamo tukaj kupce, ki kupujejo zaradi tega, ker so obrestne mere zelo, zelo nizke in je denar praktično zastonj, pravijo. Teda, iz teh vidikov imamo tukaj seveda ponudbo dosti manjšo, kot je bila prej. Glavni razlog je pa seveda premala ponudba. In zaradi premale ponudbe bom rekla, da to zdaj ni neka trenutna situacija, ampak je Slovenija že od osamosvojitve naprej v tem krču, kar se tiče premale ponudbe samih stanovanj. In tukaj, kot sem že prej omenila, še imamo seveda povišanje materialov, torej surovin, povišale so se cene same gradnje in zaradi tega je prišlo do teh cen. Ampak vse tudi ni tako hudo, kot se sliši. V bistvu smo zdaj trenutno komaj na tistih cenah iz leta 2008. Nam se seveda zdi zaradi tega, ker je letošnje leto bilo, je raslo samo strmo navzgor in do tega zdaj par let ni prišlo. Cene so čisto počasi rasle, oziroma mislim, da so 2014 komaj dosegle najnižjo dno na ravni same države, kar se tiče po sami krizi. Teda ni vse tako, kot mi vidimo, ampak je potrebno tudi pogledati malo z drugega kota. Kaj se bo dogajalo v naslednjem letu? Jaz vedno pravim, če bi vsi bili zelo pametni, bi bili vsi zelo bogati. Napišite spodaj, če se strinjate z tem, ker to je res en tak rek, za katerega jaz rečem, da to je to, zaradi tega, ker nimamo kristalne krogle, s katero bi lahko napovedali, kaj se bo dogajalo. Saj vemo, prišla je korona kriza, jo je kdo predvideval? Ne. Tako da, marsikaj se lahko zgodi, na kar mi zdaj ne moremo dajati nekih predvidevanj, kaj se bo zgodilo. Jaz mislim, to je moje mnenje, ker me toliko strank vpraša, kaj se bo zgodilo, ali naj počakajo z nakupom ali ne. Če rabite nepremičnino za bivanje, jo kupite. Ker tudi najemnine so se zvišale in če pogledamo iz tega vidika, koliko plačujete za najemnino in koliko za kredit, je ponavadi tukaj 1:1. Plus tega imamo še nizke obrestne mere, kot sem že povedala, da ne pozabim še enkrat. Te obrestne mere, kot pravijo spet strokovnjaki, bi naj začele se zviševati. Banka Slovenije bi naj nekako se dogovorila, da v naslednjem letu bi še naj ostale te obrestne mere nizke. In če bodo seveda tudi cene ostale tu nekje. Jaz predvidevam, da ne bodo več tako strmo naraščale, ampak bodo res ostale na neki tej ravni, ki jo imamo danes. Ker moramo se zavedati, ponudbe enostavno ni. In upajmo vsekakor na boljše leto 2022. Torej, kar se tiče nekega pregleda, kar lahko jaz dam, jaz nisem ekonomistka in enostavno tudi zdaj nisem strokovnjakinja za neke finančne trge. Jaz lahko povem, kako se je vse skupaj obnašalo iz oči nepremičninske posrednice. Kar se pa tiče našega nepremičninskega trga, na Galea nepremičnine,
Pa moram reči, da smo nekje za 100% presegli lanski promet, oziroma same transakcije nepremičnin, in nismo edini nepremičninski posredniki. Jaz, koliko vidim zdaj, ostale agencije vsi ponavljajo, kako so presegli za 100% promet od lani. In to zdaj ni, da bi lahko nekdo rekel, zaradi naše strategije, ki je bila v letošnjem letu, ali pa zaradi našega načina dela. Ne, bolj ali manj vsaka agencija lahko reče, da je letošnjem letu presegla promet od lani, oziroma število samih transakcij. To je vse logična posledica tega, če ljudje več kupujejo. Zdaj, kar se tiče leta 2022, jaz verjamem, da imamo zdaj vsi polno nekih upov, da bo boljše. Tudi jaz si želim, da bi bilo leto 2022 tudi na nepremičninskem trgu bolj lahkotno, sploh kar se tiče kupcev. Ogromno družin je, ki si nepremičnine v tem trenutku zaradi cen ne morejo privoščiti. In želim si, da bi to res bilo lahkotnejše in da bi tukaj res tudi na nivoju same države prišlo do nekih korenitih sprememb. Jaz vem, da država ne bo gradila za nas, ne? Ampak sploh, kar se tiče pridobivanja torej gradbenih dovoljenj in podobno, koliko tujih investitorjev ne vlaga pri nas, zakaj? Če pa na gradbeno dovoljenje treba čakati 1, 2, 3, 4 leta, hitro se kaj zakomplicira. Na začetku, ko prideš na upravno enoto, vse je ok, hitro bojo izdali. Ampak vsi vemo, kakšna je realnost. Torej, na nivoju države morajo prej tukaj nekaj določene zadeve spremeniti, da bo lažje z samimi investicijami v nepremičnine. Aha, kaj pa nakup za investicijo? Nakup za investicijo, tukaj govorimo torej, če kupiš nepremičnino in jo oddajaš v najem. Če boste kupili to nepremičnino in jo oddajali v najem, to pomeni, da imate svoj stanovanjski problem rešen in da je dovolj denarja za določeno investicijo. Zato jaz potem predlagam, kupite nepremičnino za investicijo, poskušajte jo kupiti z kreditom, ne, ker imamo zelo nizke obrestne mere, oziroma razpršitev denarja, torej malo v zlato, srebro, nepremičnine, nekateri zdaj na veliko vlagajo v bitcoine. In ja, treba je denar razpršiti in ne se držati zdaj samo ene zadeve, to se vsekakor strinjam. Tako da upam, Tjaša, da sem ti na to odgovorila, če pa kaj specifičnega, pa mi lahko pišeš zasebno. No, torej, da ne bom jaz danes res predolga. Kar se tiče leta 2021, še mogoče iz mojega osebnega vidika, leto je bilo naporno. Ja, sem šla kar čez nekaj izzivov, naredila nekaj novih, bom rekla, korakov. Vesela sem in hvaležna, da me spremljate, da ste z mano, da postavljate vprašanja, da ste radovedni, da raziskujete, da se izobražujete. In vesela in hvaležna sem, da sem lahko tukaj z vami bila v letu 2021. V letu 2022 si pa želim ne samo za sebe, ampak tudi za vse ostale, kot sem že prej rekla, da bi bilo vse skupaj bolj lahkotno, da lahko nekako spet normalno zaživimo, zadihamo, da se nekako življenje vrne v stare tirnice. Verjetno se nikoli ne bo vrnilo na takšen način, kot je bilo prej. Vse je drugače zdaj, ampak treba se je prilagoditi spremembam in z spremembami tudi rast in živeti. V letu 2022 torej vam želim lahkotnejše, srčno, da se vam uresniči res vse, kar si želite. Bodite lučka, ki osvetljuje druge, bodite ljubezen, svetite in se vidimo v letu 2022. Čau!